No, imam sporočilo za predsednika Trumpa. In to je, da povračilni ukrepi niso način za vodenje vojne, kaj šele za zmago v njej. Mark, kaj misliš o tem, kar se je zgodilo sinoči? Najprej o tem, da je Iran sestrelil helikopter Apache nad Hormuško ožino. In potem kasneje je predsednik Trump rekel, v redu, moramo odgovoriti. In je tudi storil. In bilo je kot v redu, hvala Bogu. In potem v redu, to je bil napovedan F-1000. Dovolj je. Dali smo sorazmeren odgovor, dovolj je. Torej, dve stvari bi rad povedal. Najprej, kot sva se pogovarjala pred oddajo, pred današnjo epizodo, je bilo Trumpovo glavno stališče vedno to, da če ubijete Američane, tega ne bomo dopuščali. In v tem konkretnem primeru sta bila oba človeka v letalu živa. Bila sta, rešena. Torej, ni bilo izgube ameriških življenj in morda je to tudi vplivalo na to, kako je predsednik videl ta dogodek. Ampak drugič, ko rečeš, nočem biti žaljiv, ampak poenostavljeno, da ne moreš zmagati vojne z maščevanjem, bi rekel, da je to le delno res. Zakaj? Če imaš ves ta pritisk na Iran in blokiraš njihova mesta, kaj ne? In blokiraš njihova pristanišča in njihovo gospodarstvo izgublja, kot je rekel predsednik, nekaj $100 milijonov na dan, kaj ne? In njihovo gospodarstvo je v prostem padu in ves ta pritisk je na režimu, kaj ne? In da vodiš vojno izčrpavanje ves čas, udarec za udarec in jih napadaš tukaj in tam, kaj ne? Pravzaprav jih dušiš. In morda je to strategija, ki lahko dejansko prinese to, o čemer govoriš že dolgo, torej spremembo režima, ker bodo ljudje v Iranu rekli, nimamo vode, nimamo elektrike, nimamo ničesar. Teherana ne bombardirajo več, zato lahko pridemo iz svojih domov. Morda je to najboljši način. Trajalo bo dlje, ampak morda je to najboljši način za dosego spremembe režima. Res, ne. Ljudje v Iranu, to je tisto, kar vidijo. Rekli so, končno, predsednik v Washingtonu, ki bo nekaj naredil glede tega zlobnega režima. In rekel je, pomoč prihaja. In seveda potreboval je tedne potem, da je zdaj začel operacijo Epic Fury. In zdaj vidijo, da se umika. In kako se umika? Pravi, želimo dogovor. Želimo dogovor. Če si nasprotuje, mimogrede, kdorkoli reče, veste, je jezen na predsednika vlade Netanjahuja in mu govori, ne napadaj Bejruta in ne delaj tega in ne delaj onega, ali pa ja, lahko se maščuješ, ampak samo mal. To govori tudi samemu sebi, ker je postal obseden s tem, da bi sklenil dogovor z Islamsko republiko, ki je nemogoč. In on je, če bo moral kdo popustiti, bodo to ZDA. Iransko ljudstvo to vidi in so zelo razočarani. Prav tako tudi zalivske države. To je zelo zaskrbljujoče. In razen, če ni to vse skupaj taktika, da bi pretentali režim in da v resnici on in Izrael, veste, Združene države in Izrael, načrtujejo veliko zadnjo potezo. Da bi zrušili ne le režim, ampak uničili tudi vse njihove zmogljivosti in da bi od tam odstranili obogateni uran. Namesto, da bi podpisali neumen papir, ki nima nobene vrednosti, je to ena stvar. In če se to zgodi, bom pojedla svoj klobuk, prav? Zato bom v obrambo predsednika Trumpa rekel naslednje. Sovražnikom ne dovoliš, da ti narekujejo politiko. Imaš svojo politiko. In obstaja slavna zgodba in vem, da veš, da Castro ni iransko vodstvo in vem, da islamski ekstremizem ni enak komunizmu. Ampak obstaja slavna zgodba sredi kubanske raketne krize, kjer je ameriškega pilota se strelila kubanska protiletalska raketa. In Kennedy reče, v redu, v bistvu bomo pogledali stran, ker imamo večje težave za reševati. In to je žalostna resnica. In če bi Kennedy reagiral, bi morda prišlo do stopnjevanja in jedrske vojne med velesilami. Kdo ve? Vse, kar pravim je, da mislim, da ima Trump prav, ko pravi, če je Trumpova trenutna politika taka. Ohranja pritisk, izčrpava jih, udari jih tu in tam, še posebej, ko naredijo slabe stvari. Da vendar ohranja gospodarski pritisk in izolacijo njihove države, njihovih pristanišč in tako naprej. Ali naj res dovoli Irancem, da določajo, kdaj stopnjujemo in kdaj ne stopnjujemo? Seveda ne, to je moja poanta. Ko rečemo vojna izčrpavanja, veste, to je to, tega ne maram. Vojna izčrpavanja je običajno tisto, kar vaš sovražnik počne vam.
On vas nenehno preizkuša, vas nenehno udarja in pravi, zdaj pa poglejmo, kaj boste naredili. To ne bi smela biti vojna izčrpavanja. In tudi ni bila, ni se začela kot taka. In ja, to je fantastično. Embargo proti Iranu, to je briljantna poteza. In ni mi mar, ali to naredite z ameriškimi raketami, bombniki B2, ali jih zadušite samo ekonomsko. Ne gre za to, da posebej potrebujem vojno kot tako, ampak kar vidimo je, da ekonomski pritisk ni zadosten. In zakaj ni zadosten? In to se res nanaša na islamistično miselnost. Mi bomo ubili vse svoje ljudi, lahko vsi stradajo, kar nas zadeva. Vse veste, 12 imam, Allah bo že poskrbel ali karkoli že, in mi bomo prevzeli Bližnji vzhod in svet. To je miselnost, ki je Američani ne morejo razumeti. Prav, ampak kar pravim je, da je vsak pritisk na Islamsko republiko dober. Bistvo je, da jim pustimo, da se izmuznejo in čakamo. Ali mora Američan umreti? Rekel je, če bo Američan ubit, bo to, oprostite. V katerem koli, tudi pravnem sistemu, če te ustrelim v glavo in preživiš, padeš v komo in preživiš. To je bilo to ni kazen, bi morala biti enaka, kot če bi te ubila. In tako je tudi v vojni. In naj ti nekaj povem. Ko in Izrael počne isto stvar, mimogrede glede Libanona, rekli smo, dovolj je bilo prijaznosti. V redu, od zdaj naprej vsaki strelek, veš, lahko je dron, raketa, karkoli, ki pride iz Hezbolaha na izraelsko ozemlje. Močno bomo udarili po Bejrutu. V redu. No, bilo je nekaj izstrelitev raket in dronov, ampak veš kaj, prestregli smo jih, preden so pristali na izraelskem ozemlju. Tako da to ne šteje. To je grozljivo, oprosti, to ni pravi način, ker tvoj sovražnik to vidi. Sovražnik to vidi in ve. In čeprav so vsi oslabljeni, veš, to je grozen. ZDA in Izrael sta dosegla toliko na vseh področjih. In potem samo reči, v redu, ustavimo se. Zdaj razumemo, da mora Netanjahu čim bolj ustreči Washingtonu. Ampak tukaj ni poanta v tem, da bi Trump nasprotoval Netanjahuju. Gre za to, da nasprotuje svojim lastnim idejam o jedrski energiji in o tem, da oni nimajo jedrskega orožja. In zdaj zaradi tega si poglejmo eno zaskrbljujoče vprašanje. Lahko samo nekaj povem, preden to narediš. Rad bi odgovoril, kar si rekel, in potem bomo šli na to, o čemer želiš razpravljati. Mislim, samo želel sem neposredno odgovoriti na to, kar si rekel. In mislim, da si naredil dejansko napako, ker mislim, da nisem študiral prava. Mislim, da tudi ti nisi, čeprav imava oba pravnika v družini, ja. Ampak rekel bi naslednje. Poskus samomora ne prejme enake kazni kot samomor. Včasih pa jo. Obstaja pravna razlika med poskusom samomora in umorom. In rekel bi, spomnim se, ko so ljudje povezani z železno kupolo rekli, da to ne reši vseh izraelskih težav, reši le nekaj izraelskih življenj. In spomnim se sistema železna kupola, ki se streljuje rakete, ko teroristi Hamas ali Hezbolah izstrelijo rakete na nas, kaj ne? Za tiste med nami, vem, da ti veš, ampak gledalci in poslušalci, ki morda niso na tekočem, Izrael ima sposobnost sestreliti prihajajoče rakete, kaj le? S tem ne moreš zmagati vojne, lahko pa zaščitiš svoje ljudi. A to narediš še nekaj drugega. Vlada ima zaradi tega več možnosti na voljo. Kako bi temu rekel? Tul. Najlepša hvala. Z drugimi besedami, če streljajo rakete nate in nimaš protiraketne obrambe, si prisiljen poslati svoje kopenske sile. Ko imam železno kupolo, lahko razmišljam, kako se najbolje spopasti z grožnjo, pod kakšnimi pogoji, kdaj je najboljši čas za napad. To mi daje večjo prilagodljivost pri odzivu. In mislim, da je tukaj enako. Ne praviš, če strelijo raketo in niso nikogar ubili, je to najprej poskus umora in ne umor. Torej, obstaja razlika. In če strelijo raketo in te poskušajo ubiti, ti pa raketo se streliš, to spet ne pomeni, da so prijazni ljudje, ampak pomeni, da imaš možnost odločiti se za odziv, ki je dober zate in v času, ki ti ustreza. Spomnimo se, ko se je ta operacija začela, kdaj je bil to, 28. februarja? Bilo je 28. februarja, oprosti. Presenetili so vse, tudi Irance. Čeprav se boste spomnili, smo tedne pred 28. februarjem znova in znova razpravljali, ali bo to storil ali ne. Ko je to storil, je bilo to veliko presenečenje.
In tako je ideja, da imaš možnost ukrepati, ko ti to ustreza, ko je to zate ugodno, v najslabšem trenutku za tvojega sovražnika, nekaj, o čemer je vredno razmisliti. Seveda. In če se to res dogaja zdaj, kot sem rekla, bom pojedla svoj klobuk, ugriznala se bom v jezik, opravičila se bom prav. Bojim se, da se to ne dogaja zaradi te preklete obsedenosti s sporazumom. Zdaj pa prisluhnimo za trenutek J.D. Vansu, ki se pogovarja z Jessejem Watersom na Fox News. Izraelci in Združene države imamo veliko skupnih interesov, vendar imamo tudi nekaj situacij, kjer se naši interesi razhajajo. In mislim, da je predsednik tukaj zelo jasno povedal, da čeprav ima Izrael očitno nekatere svoje cilje, je glavni cilj Združenih držav v Iranu zagotoviti, da Iran ne pride do jedrskega orožja. In pravzaprav smo, zahvaljujoč temu, kar se je zgodilo v zadnjih nekaj mesecih, pa tudi v zadnjem letu in pol, ustvarili potreben prostor, kjer predsednik verjame, in mislim, da ima prav, da lahko dosežemo dolgoročno rešitev glede iranskega jedrskega sporazuma. Zdaj, Izraelu je to morda všeč, morda jim to ne bo všeč, vendar v osnovi menimo, da je to v najboljšem interesu Združenih držav Amerike. V redu, naj samo povem, preden ti predam besedo, kako si drzne to reči. Seveda nimamo enakih interesov, vendar je v največjem interesu Izraela, da Iran nima jedrskega orožja. Ker ugani, katera država bi bila prva uničena z iranskim jedrskim orožjem? Smrt Izraelu in smrt Ameriki, mi bi bili prva tarča njihovega jedrskega orožja. Torej, kako si drzne reči, no, morda Izraelu to ne bo všeč. Morda mu bo všeč. Ampak v našem interesu je, da jim preprečimo pridobitev jedrskega orožja. Torej, najprej, ja, v redu. Drugič, verjamemo, da lahko dosežemo dober, dolgoročni dogovor. Nesmisel. In naj vam nekaj povem. J.D. Vance je na tej strani, je član krila administracije, ki ni na strani Izraela. To je izolacionistično krilo. In veste, moram reči, celo njegov ton do Izraela je zelo nesprejemljiv. In kaj mislite s tem, da bi bilo to Izraelu lahko všeč, ali pa mu to morda ne bi bilo všeč? Ne bi nam bilo všeč, da bi imeli jedrsko orožje. In verjamemo, da noben dogovor, ki je podpisan s temi ogabnimi, zlobnimi mulami in revolucionarno gardo, ne more biti dober. Torej bom odgovoril. In najprej zavedam se, da če govorite o delitvah znotraj administracije, in tako so tu bolj internacionalisti in ljudje, ki želijo biti vpleteni, ter tisti, ki so bolj v izolacionistični tradiciji in želijo Ameriko obdržati stran od tujih vojn, kar je pomembna prednostna naloga, in tako naprej. In veste, Rubio morda predstavlja eno stran, Vance pa drugo stran. In predsednik je doslej pokazal, da je bolj na strani Rubija. Ampak mislim, da veliko Izraelcev, morda tudi Ruti Blum, verjame, da ima potencial, da gre tudi v drugo smer. In zato mislim, da so bili mnogi Izraelci, veste, ko je spregovoril Vance, rekli, to je tisti glas, ki prihaja na plano. Ampak rad bi pogledal vsebino tega, kar je povedal. In mislim, da so izraelski voditelji dejansko uporabili podoben jezik. Ko rečeš, prav, da smo veliki prijatelji in zavezniki, ter se borimo skupaj, nimamo pa povsem enakih interesov. Smo različne države. In naloga predsednika Trumpa je, da skrbi za ameriške interese. Naloga premierja Netanjahuja pa, da skrbi za izraelske interese. To je resnica. Morda bi lahko to povedal lepše, ampak še vedno je to resnica, ki jo moramo sprejeti. Drugič, rekel je, da je najpomembnejša stvar jedrsko vprašanje. V redu. In resnica je, in rekel je, lahko vam je všeč ali ne, ampak to je najpomembnejša stvar. Ampak resnica je, da je to Izraelu všeč. Izrael res verjame, da moramo dati prednost jedrskemu vprašanju. Res je, da bi radi rešili vprašanje iranskih balističnih raket. Res je, da bi radi rešili problem posredniških sil, kot sta Hamas in Hezbollah, ki jih oborožuje, financira in podpira Iran. Da. Radi bi, da bi bilo vse to urejeno. Hamas, Huti, Hezbollah, vse bi jih radi odstranili od tam, kaj ne? Radi bi videli tudi spremembo režima. Vse to bi radi dosegli. Mislim pa, da se Izrael v osnovi strinja s stališčem, ki ga je izrazil Vance, da bi morali dati prednost jedrskemu vprašanju. In najpomembnejše je, da dosežemo dober rezultat. Ne samo Obamo, ampak pravi dogovor, ki dejansko odstrani jedrsko orožje iz tega režima. Zdaj vem, da se smejiš, ker ne verjameš, da je to mogoče, ampak jaz bi trdil samo eno stvar. Mislim, da nikoli ne moreš biti prepričan o nič 100%. Ampak mislim, da obstaja zelo velika verjetnost, da bo Trump vztrajal in bo sklenil dogovor le, če bo po njegovih pogojih. In zakaj to pravim? 3 razlogi.
Trump noče, da bi ga videli kot šibkega, kaj ne? Trump noče, da bi ga videli kot mehkužca in morda najpomembneje, Trump noče, da bi ga videli kot Obamo. Če so to njegove 3 stvari, ne? Kako lahko pristane na slab dogovor glede jedrskega vprašanja? V redu, najprej res sem to rekla. Rekla sem, seveda je prva prioriteta Izraela jedrsko orožje. Zato sem rekla, da je precej predrzen, da to tako reče. To je naša prioriteta. Drugič, ja, imamo svoje interese, ampak spet, tukaj smo v drugem planu, ker so Združene države največja velesila in to priznavamo in to je res. Tretjič, naj nekaj povem. Ne obstaja nekaj takega kot dobra pogodba. Nobene, ni dobre pogodbe. Obstaja le zmaga. Če želimo dobiti tiste jedrske orožja, poslušajte, najprej Trump sam je sprva povedal, kakšni so njegovi cilji. Nikoli ni rekel sprememba režima. To je bilo prepuščeno iranskemu ljudstvu. Ampak kaj? Ko je rekel, da prihaja pomoč, je mislil, da jo bo omogočil. Kako? S porazom režima, ne s spremembo režima. Oni bi morali to storiti, ampak kako poraziš režim? Vzameš mu jedrsko orožje, vzameš mu rakete, vzameš mu posrednike, vzameš mu vse, kar ima in mimogrede ne dovoliš mu, da drži Hormuško užino za talca. Prav. Zdaj, ko si na poti do zmage in Trump je večkrat rekel, da jih lahko v 2 tednih dokončamo. Torej, naredi to. Ne govori nam o tem, res je. Tvoji bombniki B2 so fantastični. Zakaj se zdaj ustaviš in rečeš, ne, oprosti, ne bomo govorili s temi ljudmi. Pogajali se bomo z njimi. Poslal bo, on bo poslal svoja 2 zeta, karkoli že. Mislim, Jared Kushner, govorim tudi o Tomu Baraku, ki ima opravka z Sirijo in Turčijo. V redu, ampak pošlješ in Witkofa ter J.D. Vanca. Oni, pogovorimo se, vsak trenutek zdaj. Vsak trenutek bomo podpisali dogovor. Torej najprej, to je neumnost. Drugič, ko to rečeš, iranskemu režimu samo sporočaš, v redu, nadaljujte s svojo nepopustljivostjo. Ne bodo naredili ničesar in bodo še naprej izstreljevali rakete v zaliv, ker ne bodo naredili ničesar. In dovolite, da vam nekaj povem. Nehajte govoriti, če ne bo podpisal slabega dogovora. Ni dogovora, ki bi ga lahko z njimi podpisali. Oni se morajo predati. In prav Donald Trump je rekel popolna predaja. To je ves čas govoril in zdaj vem, da so se cene goriva zvišale in tako naprej. Vse to razumemo. In ja, praznovanja 4. julija, vse to razumemo. Ampak on je odstopil od svojih lastnih ciljev glede vojne. In ni vprašanje, ali je to Izraelu všeč ali ne. Naj povem še nekaj tistim, ki me napadajo, tudi na družbenih omrežjih. Govorimo, veste, krilu Tuckerja Carlsona v republikanski stranki, saj sem tudi sama republikanka. Mislim, sem tako Američanka kot Izraelka. In pravijo mi smo najprej Amerika, nočemo, da naši vojaki umirajo za vas. Ne, res ne. No, najprej nihče ne prosi ameriških vojakov, da bi umirali za Izrael. Amerika najprej pomeni, da morate biti največja velesila na svetu in poskrbeti, da vaši sovražniki to vedo. In za Izrael. Izraelci so pripravljeni umirati v teh bitkah. Nihče jih ne pošilja. In mimogrede, rada bi še nekaj povedala. Imamo ta izraz, ki ga uporabljamo. Veliko ljudi ga uporablja in mislim, da ne slišijo, kaj pravijo. Nočemo poslati svojih vojakov, da bi umrli za nekaj. Ne, vojake pošljemo, da ubijajo, ne da umrejo. Zato so vojaki, da ubijajo, ne da umrejo. In Izraelci in spet tudi kot mati vojakov in vsega imam popolno pravico to reči. Ni vprašanje, da bi svojega sina poslala, da umre. Ne, ideja je, da premagaš zle sovražnike. In to je v interesu Amerike. In Amerika na prvem mestu pomeni prav to. In če dovoliš tem malim mulam, da hodijo po tebi, kako si potem Amerika na prvem mestu? Zdaj želim odgovoriti na ton J.D. Vanca, ki je, kot si rekel, in kot sem tudi sam pravilno rekel prej, nekoliko žaljiv, kaj ne? Ko reče, da dajemo prednost jedrskemu vprašanju in da lahko Izraelci, veš, to sprejmejo, ali pa se s tem sprijaznijo, ali pa naj skočijo v jezero, kaj ne? In resnica je, da je tudi Trump sam uporabil takšen ton z Netanjahujem ob eni priložnosti, ko je rekel, veš, Bibi bo moral narediti, kar mu rečem, ali pa mu bom povedal, kaj naj naredi in bo moral pristati, kaj ne? In za Izraelce ni prijetno slišati, da Američani govorijo zviška do tebe, kaj ne? Na tak način. In poskušam razmisliti, zakaj to počnejo, kaj ne?
Ali to Trump počne zato, ker je takšna njegova osebnost? Mogoče tako govori z vsemi. In tako tudi z nami. Ne bi smel jemati tega osebno. Ali Vance to počne, ker ni naklonjen zavezništvu med Izraelom in ZDA? V redu, mogoče, ja. Ne vem, ali je to res ali ne, ampak mogoče. Ampak mislim, da je to nekaj, kar si že prej rekel. Mislim, da uporabljajo ta oster jezik, mi vodimo igro, mi sprejemamo odločitve. Prav zaradi te majhne glasne skupine v bazi MAGA, ki govori stvari kot so Netanjahu je ZDA potegnil to vojno in oni se borijo za Izrael. In to v resnici ni v ameriškem interesu, kaj ne? In zato mislim, da s tem, ko pravijo, da smo mi glavni, mi smo šefi, Izrael naj to sprejme ali pa ne. To je nekakšen obrambni način, da povedo, da Izrael ne vodi igre. Mijo. In bodimo jasni, Izrael in Združene države so partnerji, kaj ne? Smo zavezniki. Ampak kot si rekel, z drugimi besedami, oni so starejši partner, kaj ne? Mi smo regionalna sila. Mi smo najpomembnejša regionalna sila, ampak oni so velesila. In to jim daje poseben status. In seveda bo Izrael vedno naredil vse, da upošteva ameriške interese. Ampak ti interesi, kot smo že rekli, se ne vedno križajo. Zdaj, glede vprašanja dogovora, kaj ne? In tukaj ste bili zelo dosledni in jaz, ko se ne strinjam z vami, sem bil prav tako zelo dosleden. Ja. Ker mislim, da točno vem, s kom imamo opravka. Nimam nobenih iluzij o Islamski republiki Iran. Nimam nobenih iluzij o revolucionarni gardi. Nimam nobenih iluzij o ajatolahih. Vem, da želijo uničiti Izrael, kaj ne? Če bi lahko pritisnili čarobni gumb in bi Izrael izginil v velikem gobastem oblaku, bi bili najsrečnejši ljudje na planetu. Nimam nobenih iluzij o tem, s čim imamo opravka. Ampak v okviru realpolitike, kaj ne? Če lahko dosežeš svojo ekonomsko močjo, s to, blokado, z vojaško močjo, z napadi, ki jih izvajamo, s šibkostmi režima, če lahko dosežeš dogovor, ki naredi to, kar je rekel Netanjahu, potem ga je treba skleniti. Kar pomeni, da je ves visoko obogateni uran odstranjen, fizično odstranjen iz Irana. In zmogljivost za nadaljne bogatenje urana se dejansko fizično razgradi. Mislim, da če lahko dosežete ti dve stvari v jedrskem dogovoru z Iranom, sta bili obe popolnoma odsotni iz Obamovega dogovora. Da, če lahko to dosežete, je to po mojem mnenju, je to dober dogovor. Seveda si želim spremembe režima, seveda si želim tudi druge stvari, ampak nikoli ne dovolite, da bi popolno stoji na poti dobremu. In še ena zadnja stvar tukaj, prav? Glede vprašanja jedrskega dogovora z Iranom. Ruti Blum, lahko imaš svoje mnenje, ampak jasno je, da mislim, da ko Trump znova in znova pravi, da želi ta dogovor pod svojimi pogoji. Prej si uporabil besedo predaja, vendar se morajo zdaj strinjati s stališči, s katerimi se še nikoli prej niso strinjali. Če bo Trump šel po tej poti in ne bo popustil pri tem, kar je izjemno pomembno, in to sta dve stvari, o katerih sem prej govoril, potem bom jaz, Mark Regel, to podprl. Razen ene stvari. Lahko rečeš dogovor namesto predaje. Če se predajo, to je tisto, kar pravim. Moramo dobiti mi v redu, recimo predsednik Trump in on to resno misli, da dobi vse jedrsko gradivo in prepreči Iran. In vključno z obogatenim uranom, ki je obogaten le 20%, kar se zlahka poveča na raven za bombo. Ja. Pojdi noter in vzemi, kaj misliš s tem? Dogovor. Morajo se strinjati? Ne, premagati jih moraš, diktirati moraš iti noter. Zdaj, Američani, ki nočijo poslati vojakov tja, da bi šli noter in se izpostavili nevarnosti. Lahko vam povem, da bi bila Izrael pripravljena poslati vojake, da to naredijo. V imenu Amerike, v imenu obeh držav, v imenu zahodnega sveta in regije, ne samo v imenu Izraela. In zato me resnično moti, kadar me ti grojperi začnejo obtoževati, da želim ubijati ameriške vojake, prav? Ne. In pravim, ko rečeš, da bi bila to dobra pogodba, zakaj bi sklepal pogodbo z ljudmi, ki jih premaguješ? Oni bi se morali predati, dvigniti belo zastavo. In če tega ne storijo, rečeš, najprej, kot je rekel Trump, smo močnejši. Seveda, on je veliko močnejši. Lahko bi uničili Iran v 2 tednih. Enako je Izrael govoril o Gazi. Prav, lahko to storimo. Torej, naredite to. Ne mislim izbrisati celotnega Irana. Mislila sem, da greš noter in narkuješ pogoje. In eden od načinov, kako narkuješ, je, da pogledaš, bombardirali smo tiste lokacije, kaj ne? Rekel je, poglej, veliki, čudoviti, tisti bombniki B2 in vse smo spremenili v ruševine.
Prav, zdaj pa pejte in to izkupljite. Če Iranci tega ne počnejo z vami, čeprav sovražim jim reči Iranci, iransko ljudstvo je drugačno od njihovega režima. Prav. Če ti islamisti tam ne pomagajo pri tem, potem greš noter in jih prisiliš, da to naredijo, ali pa to narediš sama, ali jih prisiliš, da to naredijo s tabo, ali pa jih držiš stran, medtem ko to delaš. In če je preveč nevarno, če je material preveč nevaren, ne vem, predsednik Trump je rekel, ne, tam na tistih lokacijah je varno. Kdo ve? Prav. Bistvo je, pojdi in vzemi. Ne pričakuj, ne, čez 10 let in zdaj kar naenkrat spet govorijo o časovnih okvirih kot Obama. Imaš prav, noče biti Obama. Ampak bodimo iskreni. Predsednik Trump ima sposobnost, kot smo videli, da nekaj reče in tudi samega sebe prepriča v nekaj drugega. To smo pri njem videli že velikokrat. In to povem kot podpornica, ne kot njegova nasprotnica, prav? In ker sem podpornica in prav zaradi tega čutim, da je nujno, da mu njegovi podporniki pošljejo sporočilo. Njegovi nasprotniki ga nikoli ne bodo marali, ne glede na to, kaj naredi. Prav, in to je zelo zaskrbljujoče. In mislim, da ste preveč diplomatični, ko pravite, da se morate dogovoriti s takimi ljudmi. Ne, s Hitlerjem se ne dogovarjaš, ne sklepaš dogovorov. Ne sklepaš dogovorov z bostonskim dušilcem in Jackom Rasparačem. Z njimi se ne sklepa dogovorov. Premagaš jih. To so kriminalci, prav? Zapreš jih, pošlješ jih v zapor. Tukaj, kar pravim, je, da moraš ukrepati, moraš uveljaviti svojo moč. In J.D. Vance, veš, Amerika uveljavlja svojo moč nad Izraelom. To je samoumevno, to ni problem. Uveljavi svojo moč nad Islamsko republiko in njenimi posredniškimi silami. Tako da sem povsem za uveljavljanje moči. Sem povsem za vojaški pritisk in ekonomski pritisk. Temu se reče vzvod. Toda cilj vzvoda je rešiti jedrsko vprašanje in doseči situacijo, kjer Iran nikoli ne bo mogel razviti jedrskega orožja, ter doseči dogovor, ki to omogoča. To je moje mnenje. Preden pa zapustimo temo Irana in pridemo na kaj drugega, bi rad povedal, da sem zelo pozorno poslušal intervju predsednika Trumpa v oddaji Meet the Press na NBC v nedeljo. In vsi so govorili o tem, veste, da je zapustil intervju in to je bila novica. Pravzaprav pa je bilo v intervjuju nekaj novosti, saj se je pogovarjal bolj odkrito, kot sem ga slišal govoriti javno v preteklosti. O tem, kar imenuje jedrski prah z visoko obogatenim uranom, ki je pod zemljo, odkar so, veste, bombniki B-2 uničili objekt. In jaz sem rekel, kaj ne? Rekel je, da bi rad imel dogovor, kjer bi prišli in odstranili vse tiste stvari. In potem so rekli, no, ali bi lahko vojska to naredila, če ne bo dogovora, ali lahko vojska vstopi in to odstrani. In te možnosti ni izključil. Ampak je rekel intervjuverki, rekel je, ampak veste, tam imamo toliko kamer. Imamo veliko satelitov, ki opazujejo tisti kraj. Če bi bili tam in bi imeli tukaj priponko z vašim imenom, bi to lahko videli, kaj ne? In tako je trenutna situacija, kaj ne, ker je vse uničeno in pod zemljo, tako rekoč, kaj ne. Ne morejo priti do tega. Če bodo poskušali priti do tega, bomo to videli vnaprej. Če lahko Amerika to vidi, predvidevam, da lahko tudi Izrael to vidi, kaj ne. In tako še enkrat pritiskamo na Iran, gospodarski pritisk, vojaški pritisk, danes ne morejo priti do svojega obogatenega urana, ker imamo vse pod nadzorom. Rekel bi, da ima Iran težavo in ta težava bo samo še večja. In ni razloga, da bi mi karkoli ukrepali. Da bi čutili, da moramo to izsiliti. Mislim, da je smer dogajanja na strani Izraela in Amerike, glede na to, kako stvari izgledajo, moramo biti samo potrpežljivi in bomo zmagali. In mislim, da Trump to razume, ker Trump, razen če se uresničijo vse vaše nočne more in Trump naredi Obamin dogovor na dveh straneh, ne pravim, da je to nemogoče, mislim, da je zelo malo verjetno. Mislim, da bo iz razlogov, ki sem jih omenil prej, vztrajal pri tem. Počakal bo. Morda bo počakal do po novembru. To je dolgo časa, ampak le nekaj mesecev. Kaj je to? Veste, da bi rešili ta problem. Karkoli naredi, če vzdrži, ohrani pritisk, resnično, ne? In rekel je nekaj, kar mi je bilo všeč, ne? Iranci so želeli neko finančno sprostitev. Veste, imajo vsa ta sredstva, ki so zadržana v državah po svetu, vključno s Perzijskim zalivom. In rekli so, da so kot del tega dogovora, zdaj kar je, veste, Samo memorandum o memorandumu. ki še niti ni in rekel je, ne, nič ne dobiš samo, ko dostaviš. Želiš olajšanje sankcij, samo, ko dostaviš. Odstranite uran iz Irana in potem boste nekaj dobili. Vnaprej ne dobiš ničesar.
To je bistvo dogovora. Ne daš jim ničesar vnaprej, ker v trenutku, ko jim nekaj daš vnaprej, ne boš dobil nič več. Kot sem rekel, moraš vzdrževati pritisk, gospodarski pritisk, vojaški pritisk, dokler ne dobiš tistega, kar potrebuješ. No, s tem se strinjam in upajmo, da bosta na koncu Izrael in Amerika skupaj šla tja in odstranila tisti jedrski prah, ga odstranila. Imamo kamere tam, vemo, kje je, vemo, kaj se dogaja, kar naredimo to. Prav. In pravzaprav je predsednik Trump rekel, da imata le Amerika in morda Kitajska tehnične sposobnosti, da izkopljeta pod tistimi ruševinami. Veš, kaj pa jaz vem o tem? Ampak jaz pravim, naj to že naredijo. Mislim, ti praviš, da imamo čas čakati. Nisem tako prepričana, ampak veš, bomo videli do naslednjega tedna. In zdaj samo za konec še nekaj o notranji politiki v Izraelu. Opazujemo tudi, kako v Ameriki potekajo vse te strankarske predvolitve. No, tudi v Izraelu še nismo prišli do faze predizborov, ampak ravno zdaj ugotavljamo, kdaj bodo naše dejanske volitve. In še ni določenega datuma, ampak ker čakamo zaradi ustavnega in pravnega postopka v Izraelu, je začetek septembra že izključen. In če zelo kmalu ne bomo sprejeli odločitve, bo tudi sredina septembra izključena. Konec septembra je zaradi judovskih praznikov zelo težaven, tako da je moja napoved, da je to vse bolj verjetno. In naslednji teden bomo videli, ali imam prav ali ne. Pričakujemo volitve oktobra. V redu. Torej, Mark, poslušaj, bilo je lepo razpravljati s tabo. Vedno. Kot vedno upam, da bo prihodnji teden dosežen večji napredek. In bomo videli, ker sem trenutno zelo pesimistična. In ti si optimističen, torej bomo videli. Morda je to povezano z najnjima osebnostma. Se vidimo naslednji teden, Ruth.